Danes sem se skupaj s civilno iniciativo in pa tudi predstavniki lokalnih skupnosti in pa tudi strokovnjakinjami in strokovnjaki iz področja deinstitucionalizacije drugič smo se sestali na ministrstvu. Drugače pa dialog poteka že dlje časa. Sam sem obiskal tudi na terenu in tudi v okviru projekta je bilo organiziranih dejansko čez 30 dogodkov, diskusije, pogovora o samem projektu deinstitucionalizacije, ki poteka na Krasu, in ravno ta dialog je nujen. Danes smo imeli predvsem dve temi v ospredju. Prva je pregled smernic za izvajanje projekta in pa tudi neko širšo debato, kako projekt poteka, kje so tiste skrbi, ki jih izraža tako lokalna skupnost in pa tudi civilna iniciativa. Tu bi želel poudariti, da je konvencija o pravicah invalidov povsem jasna. Jasno pove, da ima vsak izmed nas, vsak, ki živi v Sloveniji, pravico, da odloča, kje bo živel in s kom bo živel. Država pa je tista, ki mu more nuditi ustrezno oskrbo. Torej, vsi živimo v stanovanjih ali v hišah, ampak rabimo ustrezno oskrbo, da lahko živimo samostojno. Še en podatek, ki je mogoče zanimiv, da stanovanjskih skupin po podatkih iz leta 2020 je okrog 170, v njih živi čez 1500 oseb, in sicer v 64 občinah. Naš cilj je pa, da v prihodnjih 10 letih razselimo in na ta način omogočimo bistveno boljše življenje še vsaj 3000 osebam. Torej, da razselimo tudi druge posebne socialne varstvene zavode, varstveno-delovne centre in tudi nekatere druge institucije. Za ta namen smo tudi ustanovili posebno strokovno skupino, ki bo pregledala zakonodajo, pripravila rešitve ne samo za akutno situacijo, če bi se pokazalo, da so spremembe pomembne, ampak tudi, katere so še tisti širši točke in širše teme, ki jih je potrebno rešiti na področju deinstitucionalizacije. Na koncu sestanka pa smo se tudi dogovorili za terenski obisk v vseh občinah, kjer so stanovanjske skupine, tako da si bom še enkrat to tudi sam ogledal na terenu in govoril z ljudmi. To pa planiramo v mesecu februarju. Glede na to, da se mudi, bi jaz kar postavila vam vprašanje, kaj hoče civilna iniciativa in kakšno rešitev boste našli za Solkan in Renče? Jaz mislim, da predvsem izvira, v bistvu je veliko stvari, ki jih je treba pojasniti. Jaz mislim, da je dialog potreben. Civilna iniciativa ima določene strahove, kdo in kako bo, ampak tu smo jasni, strategija je jasna naša, konvencija o pravicah invalidov je jasna, vsak ima pravico, da živi, kjer lahko. Bi pa tu poudaril, da vsak je nameščen v stanovanjsko skupino, je nameščen na podlagi seveda osebne želje, na podlagi osebnega načrta, ki ga naredi strokovna komisija, ki že zdaj odloča v zavodih, sploh za sprejem v zavod, torej je za tam stroka in za vsako osebo naredi osebni načrt, ki predvideva, katere storitve in kako obliko oskrbe potrebuje. To se tudi revidira vsako leto. Torej, da tu so strahovi dejansko neupravičeni, ni, da se osebe samo preseli v stanovanje, nudi se jim vso oskrbo, ki jo potrebujejo, in ta je prilagojena posamezniku.